precej odmevno poročilo Evropske komisije prihaja o vladavini prava. Kako vi gledate nekako te rezultate tega poročila? Nekako Slovenija je v enem delu v klubu 5 držav, kjer je medijska svoboda precej zaskrbljujoča. To poročilo, ki je bilo danes predstavljeno, je vsekakor pomemben inštrument Evropske komisije, Evropske unije, zato da preko teh analiz, teh odkritij, tega poročila lahko postavi tudi nadaljne smernice pri ukrepanju. Kajti tudi Evropski parlament, Evropska ljudska stranka zahtevamo, da se uveljavi tudi pri koriščenju sredstev iz proračuna pomembna sestavina, kot je spoštovanje vladavine prava. Torej, to je dobro, da so zajete vse države članice, seveda na nekaterih področjih so ene države bolj izpostavljene, na nekaterih druge. Sama si želim, da bi Slovenija seveda bila v skupini, kjer bi lahko bila pohvaljena, vendar bo na tem področju morala še kaj narediti. Očitno pa ni težava to, o čemer je pisal slovenski zunanji minister gospod Logar v tistem nekem osebnem pismu, ali ne vem, kako bi temu rekli, pri dopisu o krivosodju, o tem. To očitno Evropska komisija ne prepoznava za problem. No, to poročilo torej zajema stanje v letošnjem letu. To, da v Sloveniji imamo tudi na področju pravosodja določene probleme, je jasno, saj nekatere sodbe padajo, potem primeri zastarajo. Naprimer, zakon o vračanju premoženja, nezakonito pridobljenega premoženja se žal ne izvaja ali pa premalo učinkovito. Potem, naprimer, poročilo parlamentarne komisije v zvezi z stanjem oziroma podeljevanju kreditov v NLB se ni naprej procesiralo. Torej, imamo zagotovo tudi v Sloveniji nekaj problemov, ki pa niso od včeraj ali od danes, ampak že trajajo dalj časa. Torej, to so različna področja, katerim mora Slovenija posvetiti svojo pozornost in seveda narediti tudi korake naprej. Vi, gospa Mrakova, ste pa tudi zagovornica tega, da se veže spoštovanje vladavine prava z izplačili v tem primeru Evropske komisije za pomoč po covidu, ne? Torej večina parlamenta je sprejela tako stališče in v Evropski ljudski stranki prav tako podpiramo, seveda tudi jaz osebno, kajti države so se prostovoljno odločile, da bodo stopile v Evropsko unijo in eden od pogojev je tudi spoštovanje vladavine prava, torej potem ne korupcija, če tako rečem, svoboda medije, spoštovanje človekovih pravic. Vse to so pogoji, da je lahko neka država članica Evropske unije. Seveda, zato je prav, da vse to spoštujemo, uresničujemo, sicer se nam bo začela Evropska unija lahko tudi podirati kot škatlica iz kart, če države nekatere bolj, nekatere manj ali pa vse po vrsti kršijo ta pravila. Kako pa mogoče gledate z pozicije evropske poslanke na dogajanje v Sloveniji in za dinamiko? Recimo Aleksandra Pivec. Tudi vi ste bili predsednica stranke, ampak ste odšli na bistveno drugačen način, kot je zdaj odšla očitno gospa Pivec, ne? Ja, vedno obžalujem, kadar je v Sloveniji takšno politično dogajanje, bom rekla, bolj v negativnem smislu. Seveda vlada mora imeti ministre, ki nimajo nekega nahrbtnika, ki nimajo nekih očitkov in tudi to verjetno, da bi jaz malo poskušala bolj elegantno izpeljati ta odhod iz politike. Nažalost, gospa Aleksandra Pivec to stvar dolgo časa vleče, zato potem se tudi slika lahko slabša. Kaj pa pravite na nekatere informacije zakulisne, da naj bi tudi vi bili eden od kandidatov, ki bi prevzel neko vodil drugo vlado, oziroma zamenil vlado? No, to sem tudi jaz prebrala, ampak mene ni nihče o tem nič vprašal.
Odkud pa mislite, da so prišle te informacije? Zakaj? Ja, to so različna ugibanja, preigravanja, ampak kot sem dejala, mene za to nihče ni nič vprašal. Trenutno sem lani izvoljena evropska poslanka in mislim, da to funkcijo opravljam naprej. Mislite, da bo vlada ostala do konca mandata tej konstelacije? No, tega nihče ne ve, tudi jaz ne vem. Jaz želim, da ima Slovenija učinkovito, operativno vlado, brez škandalov, takšno, ki ji bojo ljudje zaupali. Težki časi so tukaj, na razpolago je tudi veliko finančnih sredstev. Jaz upam, da jih bomo čim bolje, čim bolj učinkovito in čim bolj dobro ljudi uporabili in zato potrebujemo tudi učinkovito in kredibilno vlado. Hvala lepa.